Dober dan in dobrodošli. Težave s spanjem, zaprtje, izguba voha, tesnoba ali depresija so simptomi, ki jih pogosto ne povezujemo z nevrološko boleznijo in se lahko pojavijo tudi 10 ali več let pred Parkinsonovo boleznijo. Ko pa pomislimo nanjo, večina še vedno vidi predvsem tresenje rok. Dan po svetovnem dnevu Parkinsonove bolezni zato odpiramo vprašanje, ali to bolezen prepoznamo prepozno in ali bi jo lahko razumeli bistveno bolje. Moj gost je profesor dr. Zvezdan Pirtošek z Nevrološke klinike v Ljubljani. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Parkinsonovo bolezen še vedno mnogi povezujejo s tresenjem rok. Ali je to res tisti najbolj izrazit začetni simptom ali se obolenje začne drugače? Ne. Bolezen se začne, kot ste pravilno povedali, pravzaprav že desetletje ali dva prej, vendar z kombinacijo simptomov, ki jih morda splošni zdravnik, ki ne vidi zelo veliko bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, težko poveže. En isti bolnik bo prišel k njemu zaradi depresije, čez pol leta zaradi tega, ker je mal zaprta. Potem bo mimogrede žena recimo pri naslednjem obisku omenila, kako čudno spanje ima, da govori in maha z rokami v spanju in da se je morala odseliti v drugo sobo. Skratka, so neki znaki in simptomi, ki pa pravzaprav lahko pomenijo, da bo ta človek skoraj 95% ali pa 98% čez 10 ali 20 let dobil Parkinsonovo bolezen. Vendar je ali laiku ali splošnemu zdravniku te simptome težko povezati. Tudi nevrologi se še pred 20 leti tega nismo zavedali in ta koncept predklinične faze, kot jo imenujemo, je relativno nov. Zanimivo je, da je pravzaprav skupen vsem tako imenovanim nevrodegenerativnim boleznim, tudi Alzheimerjevi in tudi Parkinsonovi bolezni. Samo 50% ljudi s Parkinsonovo boleznijo se trese. Tisti znak, ki je veliko bolj poveden in značilen za Parkinsonovo bolezen, pa je upočasnitev in osiromašenje gibov, pa tudi neka togost mišic. Kot sem rekel, 50% od teh bolnikov za upočasnitvijo in za togostjo mišic bo pa imelo tudi posebne vrste tresenje. To tresenje je ponavadi v mirovanju. Kaj je Parkinsonova bolezen? Zakaj nekateri ljudje zanjo zbolijo? Parkinsonova bolezen, lahko rečemo, je nevrodegenerativna bolezen. Beseda nevrodegenerativna je malo nenavadna, nič kaj veliko ne pomeni. Pove pa to, da se zaradi nekega nalaganja abnormnih beljakovin v naše živčevje pojavi določen znak ali simptom. Pri Alzheimerjevi bolezni, o kateri sva že govorila, je ta beljakovina amiloid ali tau. Pri Parkinsonovi bolezni je ta beljakovina alfa-sinuklein se imenuje. Kot sem rekel, alfa-sinuklein se pojavi 10 ali 20 let. Pojavi se verjetno najprej v drugih delih možganov, predvsem tukaj, kjer vonjamo, in pa v možganskem deblu, globoko v možganih, tam, kamor se steka en živec, ki ga imenujemo vagus ali potepuh. Potepuh zaradi tega, ker je zelo razvejan in ker prihaja iz naših prebavil. Vidite, to pomeni, da je pravzaprav, čeprav vzroka ne poznamo, pomeni, da je vzrok za Parkinsonovo bolezen nekje v zraku, nekaj je v zraku, kar vdihnemo, ali nekaj je v vodi ali v hrani, ki jo pojemo, kajti bolezenski proces se lahko začne v našem črevesju in se potem skozi desetletje ali dve dviguje do možganov, dokler potem nekega dne se ta alfa-sinuklein ne uniči skoraj da 70-80% celic v zelo osrednjem delu našega možganskega debla. Ta del imenujemo črna snov,
ker če anatom pogleda, ta del možganov vidi eno veliko črno piko. In ta pika odmira pri Parkinsonovi bolezni. Kaj je v tej črni substanci? To črno substanco si lahko predstavljamo kot tovarno, ki proizvaja eno posebno možgansko snov, imenuje se dopamin. No, in pri Parkinsonovi bolezni, ker celice v črni substanci odmirajo, je vse manj in manj dopamina v možganih. Se pravi, da je verjetno tudi zdravljenje povezano s snovjo, ki pomaga da je več dopamina. Je to še vedno zlati standard pri zdravljenju Parkinsonove? Natanko tako, kot ste rekli, mi ne poznamo vzroka za Parkinsonovo bolezen, poznamo mehanizem, to je odmiranje teh dopaminergičnih celic v črni substanci, in zaradi tega je zdravljenje, ki je mimogrede uspešno, še vedno samo substitucijsko ali nadomestno. Se pravi, mi pri zdravljenju nadomeščamo to snov, ki je v možganih primanjkuje. To, kar bi si resnično želeli, na kar pa še čakamo v bodočnosti, je pa to, da bi lahko, ko bomo razumeli vzrok, ozdravili vzrok, odpravili vzrok, da do bolezni sploh ne bi prišlo. Kako pa potem diagnosticirate bolezen? Prej ste že dejali, da se določeni simptomi pojavijo lahko 10-20 let pred izbruhom, naprimer Parkinsonove. Ali če bi, naprimer, vi ujeli nekega pacienta, ki bi imel nekaj od teh simptomov, bi se že takrat odločili za zgodnje zdravljenje? Torej, res je, kot ste rekli, nevrolog ima veliko znanja o Parkinsonovi bolezni, bo pravzaprav razumel, da ta bolnik, ki danes nima nobenih znakov in simptomov Parkinsonove bolezni, ki pa ima kombinacijo depresije, zaprtosti, motenj spanja, ki je morda bolj sam vase zaprt in podobno, introverten, da zlasti, če ima to motnjo spanja, motnjo spanja, da bo skoraj da zanesljivo čez 20 let ali pa 15 let dobil Parkinsonovo bolezen. Tudi če bi mi uspešno slikali to beljakovino alfa-sinuklein, bi lahko dobili namige, da se ta proces pričenja. In sedaj seveda bi si strašno želeli, da bi imeli zdravilo, ki bi ta proces ustavil. Nažalost, tega zdravila nimamo, in preprosto potem čakamo na te prve znake in na to nadomeščamo dopamin. To je ta zlati standard. Dopamina samega ne moremo nadomeščati oziroma ga ne moremo zaužiti. Zakaj? Ker se v želodcu kar takoj razgradi. Če pa mi vzamemo predhodnik dopamina, se rečemo prekurzor, se pravi snov, iz katere je dopamin zgrajen, ta snov se imenuje levodopa in damo bolniku levodopo, potem se bo pa ta levodopa v njegovih možganih zgradila v dopamin in bolnik bo prva leta kot nov, kot prerojen, praktično, če bo imel srečo, ne bo prav nobenih znakov in simptomov Parkinsonove bolezni. Dokdaj pa potem takšno zdravilo deluje? Verjetno se v nekem trenutku pa to več ni dovolj. Ne, zdravilo pravzaprav deluje prav do konca, dokler imamo to bolezen, dokler smo živi. Je pa res to, da zaradi napredujočega propadanja celic v črni substanci je, bom rekel, tega skladišča vse manj, zaradi tega zdravilo sicer prime, vendar deluje potem vse krajši čas. Če recimo na začetku bolezni lahko mi damo te tablete levodope morda 3-krat na dan in je bolnik popolnoma pokrit in praktično ne ve ne oni,
ne ljudje okoli njega, da ima Parkinsonovo bolezen, se na to po 5-6 letih tu nekje začenja dogajati, da se vrne k zdravniku pa reče, veste, sej zdravilo, ki ste mi ga dali, je zelo dobro, ampak zdaj tik preden vzamem novo, tisto ob 1 popoldne, ko bi ga moral vzeti, pa čutim, da sem pol 12 že zelo upočasnjen, da se spet pričenjam trest, ne? In potem je zgodba taka, da mi zmanjšujemo to časovno obdobje, da rečemo prav, zdaj boste pa imeli ne 3-krat, ampak 4-krat, pa kasneje ne 4-krat, ampak 5-krat, pa morda ne 1 tableto, ampak 1,5 tableto, skratka mi, ali pa dodali bomo še neko drugo zdravilo. Skratka, mi potem imamo nekaj let prilagajanja te terapije, dokler pravzaprav ne postane pri nekaterih, ne pri vseh, daleč ne pri vseh bolnikih, situacija tako komplicirana, da pravzaprav kljub temu, da jemljejo 5 tablet na dan, da kljub temu imajo daljša obdobja, imenujemo izklopa, ko so lahko praktično nepokretni, ali pa so močno upočasnjeni, ali pa se močno tresejo. In poleg tega pa takrat, ko pa zdravilo prime, pa postanejo možgani tako preobčutljivi na to zdravilo, ki ga zdaj jemljejo že nekaj let, da pravzaprav proizvedejo svoje nasprotje, in to je preveč zgibkov, ko mi opazujemo bolnika, ki je vzel tableto in na to pol ure ali pa 3/4 ure potem, ko je vzel tableto, ne to, da se on mirno, prebudi, da hodi, ampak on je poln zgibkov, nehotenih, nekontroliranih zgibkov. In ko se to pojavi, se pravi, ko se ta izklop pojavi, ko se pojavijo zgibki, ko mora imeti 5 ali več teh odmerkov tablete na dan, potem je čas, da razmislimo o drugačne vrste zdravljenju, o zdravljenju, ki ga dostikrat poteka s pomočjo posebnih črpalk, ki tečejo bodisi pod kožo, ali pa naredimo majhno luknjico, peg se imenuje, v želodec, in potem zdravilo teče direktno preko te luknjice, preko tega pega v 12-ternik. Za Parkinsonovo boleznijo lahko zbolijo tudi mlajši ljudje. To vemo zaradi primera igralca Michaela J. Foxa, ki to svoje bolezni ves čas pripoveduje. Se pravi, ni to omejeno na starejša leta? Ne, to ni omejeno na starejša leta. Tipična leta, ko se pojavi ta Parkinsonova bolezen, bi bila morda 60. leta. Ne? No, obstajajo pa posebne oblike, ki lahko, dostikrat so to tudi lahko genetske oblike, ki v obliki genskega zapisa potekajo v družinah. No, kjer pa se bolezen pojavi že prej, morda pri 50 letih, pri 40 letih. In zanimivo je, da teh mlajših bolnikov tudi vse več. In seveda, če imaš Parkinsonovo bolezen, recimo v 4. desetletju, 5. desetletju svojega življenja, so to posebne, bom rekel, težave. Takrat si še aktiven, imaš otroke, za katere moraš poskrbeti, imaš še vedno ohranjeno lepo samopodobo svojega telesa, in zaradi tega tudi potem lahko dodatno psihološko trpiš, si izoliran socialno, kajti ko zjutraj hodiš po čopovi in se ti tresejo roke, boš dostikrat slišal pripombe kot, ta pa žena vse zgodaj popije štamprlček ali 2. To nesrečno sklepanje. To nesrečno sklepanje, izhaja iz našega neznanja in netolerance. Ja. Pa še kakšen drug izraz bi lahko uporabila. Pri zdravljenju Parkinsonove bolezni sodeluje cel tim. Gre za celostno zdravljanje, ne pomagate jim samo vi, nevrologi, ampak tudi fizioterapevti, logopedi. Ali je pri nas za takšno celovito zdravljanje dobro poskrbljeno? Da in da,
pa še pol bom torej rekel en ne na koncu, ne, da v tem smislu, da je Parkinsonova bolezen je bolezen celotnega organizma. Zelo lepo ste v uvodu opisali, kako ne samo, da se tresem, ne samo, da sem počasen. Jaz imam, recimo, sem zelo nagnjen lahko k depresiji, lahko sem nagnjen k določenim kognitivnim motnjam, ker zelo težko organiziram svoj vsakdan ali pa kasneje, v kasnejših letih postanem tudi morda nekoliko pozabljiv, ne. Potem imam težave z prebavili, potem imam težave z odvajanjem vode, imam lahko težave s polnostjo, nimam voha, ne, imam zelo okvarjeno spanje, imam bolečine. Se pravi, mi govorimo tako o motoričnih, kot tudi o nemotoričnih znakih in simptomih. Se pravi, to je bolezen celotnega organizma in zaradi tega potrebuje nevrologa, psihologa, psihiatra, delovnega terapevta, fizioterapevta, urologa, dietetika, ne. Veliko profilov in moram reči, da je pravzaprav prav Ljubljana v svetovnem merilu in v evropskem merilu pravzaprav eden izmed modelov takega multidisciplinarnega tima, ne. Zelo uspešno ga vodi dr. Troštova na ljubljanski kliniki z veliko pomočjo svojih kolegov in kolegic, ne, in delovnih terapevtov in fizioterapevtov in psihologov in po potrebi dietetikov, seksologov, urologov, ne, kardiologov. Kajti to je edini način vodenja te bolezni. No, zakaj sem pa kljub tema dvema da, se pravi, to je princip vodenja Parkinsonove bolezni in da v Ljubljani imamo en tak zelo lep tim, še dodal tretji ne. Tretji ne pa je namenjen temu, da pravzaprav bolnik težko pride do zdravnikov, do klinike, do multidisciplinarnega tima, a ne, in teh bolnikov je vse več in več. Čakalne dobe so vse daljše in daljše, tako da tukaj nas pa še čaka izziv in veliko dela, da bomo ta dober, tako imenovani ljubljanski model multidisciplinarnega tima lahko resnično ne kot darilo, ampak kot našo dolžnost predali bolnikom. Tako kot je zdravljenje celostno, je tudi bolezen se čuti v vsej družini. Ne zboli samo bolnik, temveč to bolezen občutijo svojci. Kaj vi bolniku, ko mu predate diagnozo in njegovemu ljubemu, ki je zraven, poveste za začetek? Kako naj se spopadajo z boleznijo? Povem mu, da je to bolezen, pri obravnavi in zdravljenju katere je medicina zelo uspešna. Ne? Povem mu, da to ne pomeni, da on nikakor ne bo na vozičku, tudi ne pomeni, da bo njegovo življenje kaj krajše zaradi tega. Povem mu, da lahko kot medicina veliko naredimo. Povem mu, da če se bo on o tej svoji bolezni priučil, da bo čital njo, da bo razumel, kaj je to črna substanca, kaj je to dopamin, kaj so to zgibki, kaj je to izklop, ne? Kaj je to levodopa, da pravzaprav bo lahko on najpomembnejši člen pri tem zdravljenju. Jaz moram reči, da nekaj najlepšega, kar se mi je v moji praksi zgodilo, je bilo spoznanje pred mnogimi leti, da tisto znanje, ki sem ga vlagal v bolnike, ko sem jih učil, kaj je to Parkinsonova bolezen, kaj je dopamin, se mi je silno hitro povrnilo takrat, ko je ta isti bolnik potem prišel k meni, pa mi prvič povedal zelo relevantne stvari. Vedel je, kaj mi mora povedati in tudi pravzaprav sam prišel dostikrat za predlogi. Recimo, a veste, je rekel,
rekel, veste, jaz mislim, da tiste tablete ob 2 pravzaprav ne potrebujem, kajti ob 2 ali pa pol 3 grem ponavadi za pol urce, torej spat, v bistvu počivam, nisem kaj zelo aktiven, bil pa zelo rad vzel recimo ob 5, ker pridejo na obisk vnuki, pa bi rad bil tako aktiven, kakor je le mogoče. Lahko te opozorijo, ko poznajo to bolezen, na to, da se izteka faza te zgodnje oblike Parkinsonove bolezni, da se približuje čas, ko bo potreboval, kot sem rekel, več kot 5 tablet, ko ima zgibke, ko ima neko izklope, ne, da nam bo on sam morda o tem povedal, pa rekel, veste, kaj mislite, ali Sneža kandidat za kakšna bolj napredovala zdravljenja. Skratka, veste, to, da ti vlagaš v bolnika, v samozavest njegovo, v vedenje o bolezni, se ti 100-kratno povrne potem. Ne. No, zanimivo je to, jaz sem pred 35 ali koliko leti sem ustanovil društvo Trepetlika tukaj in sem bil žalosten in razočaran takrat, ne. Kajti nekaj v Slovencih je bilo, ko sem jih povabil, pridite v društvo, bomo delali, ne, da pravzaprav je bila večina odgovorov, ne, veste kaj, jaz nisem, pol bojo pa vsi videli, pa jaz nočem, da vedo, pa se jaz nisem tako bolan, pa ne, jaz bom kar sam vse to. Ti bolniki so kasneje, ko so leta tekla, pravzaprav seveda sami prišli do spoznanja, da ti o tej svoji bolezni poveš, ko je čas. Seveda ni treba takoj naslednji dan teči v kadrovsko službo in povedati, imam Parkinsonovo bolezen, veliko takih zgodb, ki so se pravzaprav končale tragično za bolnika zaradi primitivnosti okolja. Ne. Jaz poznam tako, da nikakor mislim, da to ni ustrežno, vendar povedati recimo svojim najbližjim, družini, prijateljem je dobra taktika. In kasneje potem tudi kmalu vidiš, da pravzaprav, ker vsaka Parkinsonova bolezen ima svoj obraz. Imate 10 bolnikov in imajo 10 različnih oblik Parkinsonove bolezni. Da je pravzaprav zelo koristno to, da ti spoznaš druge ljudi s Parkinsonovo boleznijo. Ne. Tako da z leti, moram reči, potem na moje veliko veselje, se je to stališče slovensko, ne, društvo bolnikov ni za mene, jaz nisem tako bolan, pa kaj je drugim treba, da vedo, pravzaprav dramatično spremenilo. In danes, ko mi nekako usoda mi namenila, ne samo, da sem ustanovila, ampak da sem trenutno tudi predsednik tega društva, moram reči, da z nekim velikim občudovanjem in spoštovanjem opazujem bolnike, kako se samo organizirajo, okrog 1500 jih je danes, kako se organizirajo po regijah, kako želijo se izobraževati, kako se združujejo po svojih interesih. Recimo imamo skupino mladih, ki jih zelo lepo vodi gospod Pahor. Imamo 2-krat na leto ene taborje, 3-dnevne taborje, potem smo znani po celi Evropi, ki jih vodi sestra Lidija. Imamo večere za strokovnjakov, kjer se nam na Zoomu ob torkih pridružijo okrog 100 ljudi, in poslušajo razne teme. Tako da to stališče v Sloveniji se je močno spremenilo in vliva veliko optimizma. Neprecenljiva podpora in pomoč je to. Lepo ste to rekli, ja. Koliko ljudi v Sloveniji pa ima Parkinsonovo bolezen ali pa koliko je na novo odkritih vsako leto primerov? Kakšnih natančnih številk nažalost nimamo, kakor za mnoge bolezni, to nas še čaka, to je neka stvar, ki bi jo morala zdaj neka strategija bolezni možganov ali parkinsonizma ali demence tudi, ampak verjetno nas je jih je okrog 10 000, s tem, da moram pa reči takole, da najbolj pogosta bolezen nevrodegenerativna je Alzheimerjeva. Vendar pri Alzheimerjevi bolezni vidimo nekaj zanimivega. V okoljih, ki so zelo napredna, ki si znajo urediti svoj slog življenja tako,
da čuvajo ne samo zdravje mišic ali kože, ampak tudi zdravje svojih možganov, da tam opazimo pravzaprav, da se nekako stabilizira to število novo odkritih, seveda, ker je vse več starejših, zato narašča. No, drugače pa pri Parkinsonovi bolezni, to pa je tista nevrodegenerativna bolezen, ki daleč najhitreje narašča. Kot sem prej že omenil, tudi pri mladih ne vemo točno, zakaj je tako, ampak kar grozljivo hitro narašča. Prej ste že nekaj omenili o napredovalnih zdravilih, farmacija ves čas vneto dela. Kaj menite, da bodo proizvedli, do kakšnih inovacij bodo prišli? Morda jih lahko damo v 2 skupini ali pa 3 skupine. Eno je, da uporabljamo ta zdravila, ki jih imamo doslej, ta levodopa, ne samo kot tablete, ampak da pravzaprav imamo nove, zelo inovativne metode, kako spravimo to levodopovo v telo. Danes imamo male, elegantne črpalke, v katerih imamo kaseto z levodopo in ta levodopa počasi skozi dan, lahko tudi skozi noč, če so po noči težave, teče ali pod kožo ali, kot sem prej rekel, v 12-ternik. In to nam tiste hude oscilacije, nihanja, ko je bolnik nekaj časa dober, potem je preveč dober in ima zgibke, potem se izklopi in je nepokreten, potem se trese močno, potem morda postane zelo depresivna. Ob koncu pri nekaterih bolnikih to postane tak veliki oscilirajoč kaos. No, in ta nova zdravila ti že omogočajo, da pravzaprav imaš bolj miren odziv na zdravilo. Si gibljiv, vendar ne preveč gibljiv, in se kvaliteta življenja lahko bistveno izboljša. Se pravi, to so te črpalke, kar nekaj jih imamo in moram reči, res se zahvaliti slovenskim nevrologom in pa nevrologiji, ker smo vedno med prvimi v Evropi, kjer smo uvedli to vrstno terapijo. Druga skupina ali pa novica je to, da lahko mi zdravimo danes Parkinsonovo bolezen tudi z operacijo posebno. V možgane lahko vstavimo en stimulator, to je globoka možganska stimulacija, je naziv za to zdravljenje, in zahvaljujoč slovenskim nevrokirurgom, pa seveda tudi nevrologom, kot so dr. Troštova, dr. Georgijev, dr. Berlot, smo danes v Evropi zelo, zelo dobri in imamo operiranih kar precej bolnikov s tudi zelo dobrimi rezultati. No, tretje, kar si pa želimo, kar pa je pravzaprav bolj še vedno v eksperimentalni fazi, so pa tista zdravila, ki ne bi temeljila samo na levodopi, se pravi samo na substituciji, ampak to, kar sva se prej pogovarjala, da bi pravočasno odkrili to beljakovino in jo izločili iz telesa ali preprečili, da se sploh pojavi, ali recimo, da bi vsaj zaustavili v tem predkliničnem ali zgodne kliničnem obdobju. To pa je stvar raziskovalnih laboratorijev. Ampak vendarle to prinaša optimizem tako vam, strokovnjakom, kot tudi tistim, ki bodo v prihodnjih dneh, na primer, dobili to diagnozo, in nekaj, na kar se je potrebno upreti. Absolutno. Vedno rad to pri srečanju z bolniki poudarjam, včasih rečem, da če bi me usoda izvala, pa mi rekla, da si moram izbrati eno od težjih, recimo nevroloških bolezni, da verjetno bi precej razmišljal, da morda izberem Parkinsono, ker jo znamo tako lepo uravnavati. No, treba je sicer tukaj pa to povedati, da pa seveda nekateri bolniki pri njih pa hitreje to napreduje, se manj in manj jih je, pa vendarle so taki, pri katerih je bolezen potem zelo huda in zelo izrazita. Potem imamo pa še posebno skupino parkinsonizma, ne Parkinsonove bolezni, ampak parkinsonizma,
dostikrat mu rečemo parkinsonizem plus. Zakaj? Ker ima razen teh znakov za Parkinsonovo bolezen še nekaj drugega, a veste, nevrološkega. Ti bolniki padajo močno, ali pa hitro izgubljajo spomin, ali pa jim zakrči eno roko popolnoma, ali pa imajo privide. Skratka, to je tak parkinsonizem plus, ki pa nažalost zelo slabo reagira na ta zdravila, na levodopo, ali pa sploh ne reagira, ali pa jim levodopa naredi še celo slabše. No in seveda stroka se mora posvetiti tudi tem bolnikom. Na ljubljanski nevrološki kliniki so prav en posebno ambulanto naredili prav za te bolnike, kjer pa potem pomagajo urologi, psihiatri, dietetiki, delovni terapevti. No in tudi društvo Trepetlika je pridobilo sredstva za meni tako dragi projekt, ki se imenuje Upanje in ki je namenjen ravno temu, da teh bolnikov, ki jim je težko pomagati z zdravili, ne zapustimo same sebi, ampak da se z njimi ukvarjamo, jih obiskujemo na domu in delamo vse na tem, da bi kakršnokoli zdravljenje je ali bo, da ga naši bolniki prejmejo. Pa dajva končati z upanjem. Vse dobro vam in vsem vašim bolnikom. Pa hvala za obisk. Parkinsonova bolezen spremeni življenje, ne le bolniku, ampak tudi njegovim bližnjim. A z znanjem, pravočasnim zdravljenjem in podporo lahko ta pot ostane dostojna, aktivna in človeška. Hvala, ker ste bili z nama. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.